Gledališče je drzno, je dragoceno, odprto. Gledališče je iskreno, ambiciozno in eksplicitno, a hkrati občutljivo in dovzetno. Gledališče je odzivno, angažirano in provokativno, je prožno, strastno in intuitivno, včasih spektakularno, včasih radikalno, politično in apolitično, svojevrstno in subverzivno. Lahko je brutalno, lahko je aktivistično, energično, absurdno in naivno. Gledališče je neposredno, gledališče je živo, gledališče je življenje samo. Potiska nas stran od resničnega prostora in časa, vabi nas, da to isto resničnost pogledamo od zunaj in v obraz. Skozi množico jezikov in govoric, skozi razum in intuicijo. Gledališče reflektira in raziskuje svoj čas. Kad se je delu svet, je strašna bluhal po. Vonstli je zrasu hrib, nahli horu nebu. Kad se je delu svet, je ajar buharak. Marakal ne vsak dan je vidu prav vsak. Kad se je delu svet, sva skozi se ahtala. Trdno držala se, da se nas zgubiva. Kad se je delu svet, sma šli na dvije strani. Adni nabirat med, a drugi med zveri. Rdejč je zarodje, črn za kresat. Kad se je delu svet, medvjeda sma prasil. Če lahka bi za naprijama si delil. Kad se je delu svet, na benli imen. Drevje sužila v mu, sma rekli, ti boš drjem. Kad se je delu svet, še ni strpjen bil had. A notre v žerjavc je živu mačerat. Delu svet, sma šli vrh Mihovca, na najbolj odlahara do Sehara. Kad se je delu svet, sma kamne okrog zložil, na njih pa vsak da je fahla zakuril. Se je delu svet, je vprva padel sneg.
prva vidua, da v tajih samači, ka se je delu svet, sva skup se stisol nam. Are na vrh sveta, are vrh Mihovca. Spoštovane dame in cenjeni gospodje, pozdravljeni. Na odru v živo iz velike dvorane Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru naša nocojšnja gostiteljica Sara Dirnbek. Dober večer, dragi gledalci in gledalke. Dober večer, cenjeni gledališki kolegi in kolegice. Pozdravljeni na 54. slavnostni podelitvi Borštnikovih nagrad. Z nami na odru je Bakalina Velika z avtorsko glasbo in za nami 14 dni polnih dogodkov in druženja. Za nami je tisto nekaj, kar nas bogati in navdihuje. Festival je povezal generacije, estetike in vizije. Predstave so spregovorile v svojih jezikih. V naši družbi je dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, ki jo vabim k uvodni besedi. Spoštovane in spoštovani, dober večer. Festival Borštnikovo srečanje je najpomembnejše srečanje slovenskih gledaliških ustvarjalcev. Razvijal se je od revijalne predstavitve slovenske gledališke produkcije do sodobnega festivala tekmovalnega tipa. Programske novosti, zlasti tiste na področju razvoja gledaliških občinstev in izmenjave znanj med gledališčniki, pa tudi ta njegov vse bolj mednarodni značaj postavljajo festival v središče širšega, regionalnega gledališkega dogajanja. Da danes ne gradi samo mostov znotraj slovenske gledališke skupnosti, ampak tudi med njo in mednarodnim prostorom, potrjuje odličen obisk tako domačih kot tujih gostov. A ob vseh programskih novostih in razvoju, za katerega skrbi umetniški direktor Aleš Novak s svojo ekipo, ostaja temeljno jedro festivala predstavitev vrhuncev pretekle gledališke sezone, nagrajevanje najboljših in podeljevanje Borštnikovega prstana za življenjsko delo.
Ob tem posebej veseli, da so bile letos dvorane razprodane kljub izjemnemu obsegu festivalskega programa. To pomeni, da je interes za vrhunsko gledališče velik, da ga skupnost potrebuje in tudi ceni. Lahko tudi rečemo, da je Maribor s festivalom Borštnikovo srečanje resnično nekakšna gledališka prestolnica. Obiskovalci predstav so se v teh dneh lahko prepričali, kakšna je ustvarjalna moč slovenskega gledališča in nanjo smo lahko upravičeno ponosni. Nagrajencem zato iskreno čestitam in se jim zahvaljujem za njihov prispevek, še zlasti gospe Marinki Štern, prejemnici najprestižnejšega priznanja. Festivalu in festivalski ekipi želim še veliko uspehov pri nadaljnjem delu, vsem skupaj pa lep gledališki večer. Osrednji slovenski gledališki festival je presek presežnih in najzanimivejših gledaliških dogodkov. Medtem ko je tekmovalni program izbral Matjaž Zupančič, selektor letošnjega festivala Borštnikovo srečanje, je umetniški direktor Aleš Novak izbrano oblikoval celoto. Gospod Novak, prosim vas za besedo. Spoštovane gledališke ustvarjalke in ustvarjalci, cenjeni visoki gostje, drage prejemnice in prejemniki festivalskih nagrad, dober večer, prijatelji gledališča. Pred nami je le še sklepno dejanje letošnjega festivala, podelitev nagrad. Programsko najobsežnejše in najbolj mednarodno Borštnikovo srečanje doslej se izteka. Letos smo si lahko ogledali kar 47 gledaliških predstav, na 8 odrih je nastopilo 300 igralk in igralcev. Ta osrednji del festivalskega programa smo dopolnili s pogovori o predstavah, usposabljanji za mlade, mednarodno konferenco o razvoju občinstev, regionalno konferenco Mednarodnega gledališkega inštituta, mednarodnim simpozijem o gledališki kritiki, razstavami, publikacijami ter mnogimi drugimi spremljevalnimi dogodki. V 14 dneh smo v Mariboru gostili številne gledališke ustvarjalce ter goste iz Slovenije in tujine, med njimi novinarje, profesorje in študente gledališke kritike, blogerje, selektorje, umetniške direktorje ter gledališke strokovnjake. Letošnje predstave si je ogledalo okoli 600 gledalk in gledalcev, dvorane so bile večinoma razprodane, kar pri tako obsežnem programu nikakor ni bilo samoumevno. Pri pripravi in izvedbi letošnjega festivala smo razvijali obstoječa in vzpostavljali tudi nova partnerstva. Z mednarodno razsežnostjo Borštnikovega srečanja se krepi tudi potencial za še uspešnejšo uveljavitev slovenske gledališke ustvarjalnosti doma in tudi v tujini. Osrednji in najpomembnejši del festivala pa ostaja izbor najbolj izstopajočih, najkakovostnejših uprizoritev po izboru selektorja Matjaža Zupančiča. Čez nekaj trenutkov bomo zaploskali letošnjim nagrajenkam in nagrajencem. Videli smo avtorsko domišljene, pogumne, angažirane predstave, širok razpon gledaliških poetik in uprizoritvenih konceptov, niz sijajnih igralskih dosežkov in na podlagi videnega lahko upravičeno sklepamo, da je slovensko gledališče na visoki ravni, čeprav vemo, da okoliščine, v katerih deluje, terjajo pozornost kulturne politike in odločevalcev, premišljene ukrepe in pogumno razvojno vizijo. Izvedbo festivala omogočata javna financerja Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Maribor, ki se jima zahvaljujem za vzpostavitev stabilnih in predvidljivih okoliščin, ki nam omogočajo kakovostno delo in tudi dolgoročno načrtovanje. Številni sponzorji in donatorji pa so nam omogočili razvoj in nadgradnjo. Hvala vsem. Tudi RTV Slovenija za neposredni prenos te prireditve. Draga festivalska ekipa, tehnične in druge podporne službe SNG Maribor,
prostovoljke in prostovoljci, bili ste izjemni. Priprave na 55. festival Borštnikovo srečanje so se že pričele, nasvidenje oktobra prihodnje leto. Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije že vrsto let zapored podeljuje nagrado za najboljšo uprizoritev pretekle sezone. Na oder vabimo predsednico društva, gospo Aljo Lobnik, da podeli nagrado letošnjemu nagrajencu. Nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo predstavo pretekle sezone prejme uprizoritev besedila Rainerja Wernerja Fassbinderja Ali, Strah ti poje dušo v režiji Sebastiana Horvata in produkciji SNG Drama Ljubljana. Predstava Ali, Strah ti poje dušo v ambientu zapuščene industrijske hale na podlagi Fassbinderjevega filma izpelje prerez konkretnih družbenih, rasnih in razrednih protislovij, pri čemer podloženo aktualnost razvije s precizno občutljivostjo. Režija Sebastiana Horvata premišljeno in razplasteno uravnava specifično prostorsko situacijo, minimalistične, vendar vrhunske igralske geste, kadriranje pogledov in zamrznitve z nevsiljivim komentarjem, ki jih v prizoritvi pomensko nadgradi spremembo scenske razporeditve. Z umestitvijo bližine mnoštva teles pa učinkovito vzpostavi točko kondenzirane napetosti. Čestitam. Povej mi, ker ti viš naviš, kako je uštiman ta svet. Duha pa njemu hadila si piš, noč za nočjo speten spet. Siješ na nas že davnih davnin, ka sma šele zvade stapil. Nismo v kovide imel bi spomin, kdaj z njimi smo v tebe tulil. Ti znaš pa kazat nam sonce sred temnih noči, dej mi pa veja pa znaš tudi ljubezni mačim. Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam ta svet. Proč ne spusti me, preblizu ne smem, jaz k njemu, on k soncu je ujet. Ko sem že mislila, da stara sva in da mi pokazal je vse. Nekega jutra ob vznožju gora prvič sem videla te. Rosa, jutranja te je umila, reka te napojila, daš pa sprav ti je prašne lase burja. Ti je
zrak posodila, pa si posušila te slave solze. Strela ti je ogenj poslala, z njim oči ti je dala, ti ogrela je dom in srce. Zemlja plodna te je čakala, da bi kruh tvoj postala, za nasmeh pa cvetoče polje. Kdo pa je seme ljubezni v tvoje srce posejal? Tega niti meni luni nihče povedat ni znal. Delita svoj dar človeški in se nikar ne sprašuj. Deli ga na poti težki, z njim svojo srečo sikuj. Tvoje srce posejal. Tega niti meni luni nihče povedat ni znal. Delita svoj dar človeški in se nikar ne sprašuj. Deli ga na poti težki, z njim svojo srečo sikuj. Hvala Bakalini Veliki in njihovi gosti Bogdani Herman. Selektor Matjaž Zupančič je v tekmovalni program 54. festivala Borštnikovo srečanje izbral naslednje predstave. Tena Štivičič, Kresnice, režija Nina Rajič Kranjac, Mestno gledališče Ljubljansko. Simona Semenič, Še ni naslova, režija Tomi Janežič, Slovensko mladinsko gledališče. Boris Nikitin, Nasprotje stvari, režija Boris Nikitin, Slovensko mladinsko gledališče. Ivor Martinič, Somrak bogov,
režija Dalibor Matanič, drama Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Ivan Cankar, Obzori, režija Žiga Divjak, Prešernovo gledališče Kranj. Anton Podbevšek, Izumitelj na zemlji, režija Bara Kolenc, Anton Podbevšek teater. Rainer Werner Fassbinder, Ali, Strah ti poje dušo, režija Sebastian Horvat, Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana. Nejc Gazvoda, Tih vdih, režija Nejc Gazvoda, Mestno gledališče Ljubljansko. Ivo Svetina, V imenu matere, režija Ivica Buljan, Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana. Dane Zajc, Reka reka, Sintapiens I.Z., režija Dragan Živadinov, Zavod Delak. Molière, Ljudomrznik, režija Nina Rajić Kranjac, Slovensko ljudsko gledališče Celje. William Shakespeare, Macbeth, režija Januš Kica, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. Člani strokovne žirije letošnjega festivala so bili Uršula Cetinski, Andreja Kopač, Dora Ruždjak Podolski, Aldo Milohnič in Đorđo Ursini Uršič. Predsednica žirije Uršula Cetinski in umetniški direktor festivala Aleš Novak bosta predala nagrade nagrajencem. Najprej pa na oder vabim gospo Uršulo Cetinski, ki bo predstavila poročilo strokovne žirije. Hvala lepa, dober večer. Gledališče je umetnost, ki ima v Sloveniji dolgo in častitljivo tradicijo. Razpira pomembna bivanjska in družbena vprašanja, kar je seveda obarvano s posebnostmi prostora, v katerem je. Kljub temu na odrih po Sloveniji nastajajo predstave, ki navdihujejo in vznemirjajo tudi gledalce in strokovno javnost po vsem svetu. Po čem si bomo zapomnili 54. festival Borštnikovo srečanje? V predstavah, ki smo jih videli, ne moremo prezreti dejstva, da slovensko gledališče ni ustvarjalno področje, ki ga slovenska družba navdušeno podpira. Kot gledalci seveda vsakič, ko obiščemo gledališče, pričakujemo vznemirljivo doživetje, ki bogati življenje. Po drugi plati pa smo precej zadržani v trenutku, ko je gledališko ustvarjanje potrebno tudi v resnici podpreti. Če pogledamo evropski gledališki zemljevid, za našo državo ne moremo trditi, da je obljubljena dežela. Tudi predpisani modeli, v katerih ustvarjajo gledališki zavodi in neodvisne skupine, so ustvarjanju prej v breme kot v prid. Te razmere lahko razberemo tudi v predstavah letošnjega tekmovalnega programa. Povedano malo bolj po domače. Trata je čisto drugače pokošena, kadar imamo res dobro kosilnico. Zato je izjemno vzpodbudna ustvarjalna moč igralk in igralcev vseh generacij, od najmlajših, ki so šele končali umetniško akademijo, do prekaljenih gledaliških mačk in mačkov. Igralke in igralci, ki so nastopili na letošnjem festivalu Borštnikovo srečanje, so pokazali dobro obvladovanje različnih tehnik igre, gledaliških žanrov in pristopov, ki so jih obarvali s posebnostmi lastne osebnosti. V predstavah letošnjega festivala ni mogoče prezreti cele vrste dobrih igralskih vlog, med njimi tudi presežnih. Med predstavami letošnjega tekmovalnega programa posebej izpostavljamo predstavi Še ni naslova in Ali, Strah ti poje dušo, ki sodita v vrh slovenskega
in evropskega gledališča. V predstavi še ni naslova. Tomi Janežič pravi, da se v življenju pojavijo trenutki, zaradi katerih se v hipu spremenimo, ker pa jih ne moremo racionalno razložiti in pravimo čudež. Žirija 54. festivala Borštnikovo srečanje je z odločitvami za posamezne nagrade izpostavila umetniške čudeže. Nepozabne, presunljive, krhke in silovite. Zaradi njih nikoli nič več ne bo tako kot prej. Borštnikovo nagrado za oblikovanje svetlobe v predstavi Ljudomrznik v produkciji Slovenskega ljudskega gledališča Celje prejme Borut Bučinel. Borut Bučinel v predstavi Ljudomrznik natančno spremlja dramaturgijo predstave in oblikuje svetlobo v razponu od klasične postavitve do večplastnih svetlobnih podob. Na ta način oblikovanja svetlobe, vzporedno s spremembo scenografije in razvojem režijsko-dramaturške postavitve, preraste v samostojen avtorski prispevek, ki spominja na distopičnost sodobnega časa. Hvala. Borštnikovo nagrado za avtorsko glasbo v predstavi Macbeth v produkciji Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica prejme Arturo Anekino. Nagrado bo prevzela direktorica gledališča gospa Maja Jerman Bratec. Arturo Anekino v predstavi Macbeth premišljeno gradi glasbeno podlago skozi prepletanje različnih glasbenih struktur, ki natančno spremljajo tok uprizoritve. Ob tem ustvarja specifične akustične momente in poudarke, ki izrisujejo stanje likov in povezujejo zunanji prostor z notranjim občutjem. Avtor glasbe s tem ustvarja samostojno zvočno krajino. Tudi glasba v uprizoritvi Macbeth Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica je odlična. V imenu avtorja iskrena hvala žiriji, da je to prepoznala. Hvala. Borštnikovo nagrado za izvirno dramsko besedilo predstave Tih vdih v produkciji Mestnega gledališča Ljubljanskega prejme Nejc Gazvoda. Nejcu Gazvodi v izvirnem dramskem besedilu Tih vdih uspe ujeti glas generacije navadnih ljudi v posttranzicijskem obdobju slovenske družbe skozi formo družinske drame. Avtor dosledno in natančno izpelje tako dramski lok družinske zgodbe, kakor tudi lok dramskih likov in njihovih medsebojnih odnosov, ob čemer upošteva četrto steno, ki jo mestoma tudi preči. Poleg tega, da je avtor ujel trenutek življenja v Sloveniji danes, je dramsko besedilo univerzalno in prenosljivo tudi v druga okolja.
Dober večer, najlepša hvala za to lepo obrazložitev. Najlepša hvala za nagrado. Posvečam jo mojim igralcem, torej v predstavi Tiho dih, ker se mi zdi, da brez njih tudi te nagrade ne bi bilo. Nagrado pa posebej posvečam Milanu in Lejli. Hvala. Borštnikovo nagrado za mlado igralko za vlogo v predstavi Še ni naslova v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča prejme Anja Novak. Anja Novak v predstavi Še ni naslova izkazuje način igre, ki deluje prepričljivo prav s kombinacijo krhkosti in čustvene neposrednosti ter silovitostjo igralske izraznosti. Ves čas predstave je hkrati v vlogi in onkraj nje, pri čemer vzpostavi edinstveno ravnotežje, v katerem ni ničesar premalo in ničesar preveč. Z vztrajanjem pri ženski krhkosti izkazuje tenkočutnost in suverenost, ki se nam vse do konca uprizoritve odkriva in na novo razkriva. Bom šla nižje, da bom... Rekli so, da hitro, jaz obožujem Rafaelo in jaz Rafaelo jem na zelo poseben način. Najprej ga odprem, potem ga dam na pol, dam ven mandeljčka, ga shranim za na konc, potem pa počasi poližem prvo polovičko kremce, pa drugo polovičko kremce in pol še oba vafelčka in čisto na koncu pogrizlam še ta mandeljček. In vse stvari, ki jih obožujem, počnem na zelo poseben način. Vzamem si čas in ena izmed stvari je tudi gledališče, ena izmed stvari, ki jih obožujem. In ful sem vesela, da v bistvu se življenje šele začenja in da imam pred sabo še, v bistvu je to iz teksta tudi en stavek. Pred mano je še celo življenje, da ljubim in da ustvarjam in hvaležna sem, da to lahko počnem z ekipo, kot je Še ni naslova. Hvaležna sem, da to lahko počnem v Slovenskem mladinskem gledališču, ki je the best. Hvaležna sem moji družini, da me podpira, prijateljem in fantu, ki je potrpežljiv in mojim zajcem in tako naprej. Skratka, ful sem vesela te nagrade. Podelili bomo... In upam, da boste tudi vi v gledališču znali uživati tako počasi in tako zares, kot jaz v Rafaelu. Podelili bomo 4 enakovredne igralske nagrade. Borštnikovo nagrado za igro, za vlogo Salema v predstavi Ali, strah ti poje dušo, v produkciji Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, prejme Iztok Drabik Jug. Iztok Drabik Jug v predstavi Ali, strah ti poje dušo, uprizori lik tujca kot človeka, ki je eden izmed nas. Svoje vloge ne stilizira, temveč jo upodobi z minimalnim znakovnim sistemom, kar ima subtilen učinek. S tem ponotranji niz družbenih in intimnih razklanosti. Te se izkazujejo kot notranji boj med ljubeznijo in zanikanjem. Hvala zelo
se bom potrudil biti čim krajši. Nekako vidim smisel tega mojega nastopa upam, da polepšanju parim ljudem, vsaj večer. Skratka, hvala, rad bi se zahvalil in se tudi bom, no. Hvala lepa žirija in selektor, vsekakor, mami, kjerkoli že si, najbolj zvest moj fan, fotor, oči, vsa družina moja, seveda, Meta Petrač, upam, da greva kmalu na kosilo. Mogoče malo, skratka, Kristjan Muk, en najlepših poetov, ki je tudi najlepše pesmi izložil meni v čast, oziroma, ja, hvala Kristjan, no. Celemu letniku, vsem soigralcem, seveda, soustvarjalcem te predstave, hvala in prvi ekipi in seveda drugi. Meni ni žal, da je tako, kakor je, ker je res dober. Upam, da tudi vam ni žal. Seveda Drama, hvala in Igor, da ste me sprejeli. Nataša Barbara Gračner moram seveda še javno še enkrat poudariti. Hvala. Res zaradi tebe, pač zaradi tebe. In Sebastjana, prej pri letniku nisem Sebastjana omenjal, ampak seveda najlepši pravljičar na svetu. Žiga Divjak in Katarina in cela hiša, hvala. Hvala vsem, ki ste mi SMS-e poslali in vsem, ki mi jih boste. Res hvala. Težko je, star telefon imam, pa je težko to, ne maram jih pisati toliko zelo. Hvala vsem, ki ločite med domoljubjem in nacizmom, no. Vprašajte Lota. Hvala seveda vsem, s katerimi sem do zdaj sodeloval v gledališču in s katerimi tudi še bom, resna hvala. Ful hvala, prijatelji, dragi moji, vsi, ki ste, pač imam srečo, da vas je preveč, da bi vas poimensko. In hvala vsem, ki razumete oziroma se strinjate z mano, da ni boljših igralcev. Sigurno, so pa igralci, ki so bolj všeč nekomu, to se strinjam, ampak mislim, da ni boljših. Nazadnje bi se še zahvalil seveda Mariša, hvala ne samo za avto, ki si mi ga posodil, da sem zdaj tukaj, ampak skratka, v bistvu ne gre za hvalo, ampak upam, da se ti bom zahvaljeval do konca življenja. Ja. In hvala vsem gledalcem, no. Borštnikovo nagrado za igro, za vlogo Emi v predstavi Ali, strah ti poje dušo, v produkciji Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, prejme Nataša Barbara Gračner. Nataša Barbara Gračner v predstavi Ali, strah ti poje dušo, iz melodramskega lika ustvari samosvojo kreacijo, ki gledalce angažira in se jih dotakne tako na čustveni kot na miselni ravni. Psihološka stanja lika so prepletena z odzivi okolja in s pogojenostjo družbenega konteksta, s čimer doseže prepričljiv igralski gestus. Ta se kaže skozi filigransko izdelan lik, skozi telo, besede, obraz in nenazadnje oči igralke, kar predstavlja izjemen igralski dosežek.
Hvala lepa. Vesela sem, da stojim tukaj zaradi predstave Ali, strah ti poje dušo, ker bi se rada zahvalila izjemnemu Sebastjanu za izjemno predstavo, Iztoku za odlično soigro in ekipi, tisti ekipi, ki je vztrajala in previharila viharje v prepričanju, da je vredno. Obenem pa bi se rada poklonila gledalcem. Ob koncu te predstave nas kar nekajkrat obdarite z stoječimi ovacijami in ko pomislim, da si v mraku nekje Bogu za hrbtom v eni zapuščeni hali Železniškega muzeja 140 ljudi ploska in se orosenih oči zahvaljuje za pravkar videno ali doživeto, začutim moč svojega poklica, ki hrani počasi izginjajočo človečnost. Ali kot bi rekla Emi, ne veš samo, ko sva skupaj, potem morava biti dobra drug do drugega. Drugače celo življenje ni nič vredno. Hvala vam. Borštnikovo nagrado za igro za vlogo v predstavi Še ni naslova v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča prejme Matej Recer. Matej Recer v predstavi Še ni naslova prepričljivo in neposredno vzpostavi kod 10-urne uprizoritve. Njegove zgodbe postajajo naša skupna doživetja, saj z njimi ustvarja občutek gledalčeve premestitve v Matejev prostor in čas. Pri tem vzpostavlja edinstveno razmerje med pričevalcem in hkrati interpretom in na preprost način doseže visoko raven verjetnosti vsebin, o katerih pripoveduje in s katerimi ustvarja pristno gledališko izkušnjo. Mislim, zmeraj je fajn slišati kaj novega vsebno, sploh če je lepo. Zdaj jaz bi se rad zahvalil vsem tem lepim ljudem, s katerim hodim skupaj na to 10-urno potovanje, pa Še ni naslova. Zahvalil bi se Tomiju, da je izbral te lepe ljudi. Potem bi se rad zahvalil Mladincu, da je dal prostor tej predstavi. Rad bi se zahvalil vsem, ki so nas že prišli gledati teh 10 ur in vsem, ki nas še boste. Zdaj pa ne vem, če veste, ampak v predstavi so 4 pavze in v teh pavzah en fenomenalen igralec, ki bo zdaj za mano prejel nagrado, igra in ima tako kar strogo odmerjen čas, tako da čeprav so mi rekli, da imam 3 do 4 minute, bom zdaj končal, da bo on vsaj tle na nagradah lahko malo več povedal. No. Hvala. Borštnikovo nagrado za igro za vlogo v predstavi Še ni naslova v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča prejme Stane Tomazin. Stane Tomazin v predstavi Še ni naslova pokaže izjemen igralski razpon. V besedi lik antijunaka, odrskega delavca, ki stopi v ospredje po ovinkih, v premorih, ki jih razvije v medigre, v katerih nastopi kot homo ludens z igrivo, duhovito mešanico veselja in žalosti.
Gledališki marginalec tako postane protagonist uprizoritve, ki z razvojem lastnega lika hkrati vpelje kontrapunkt vsem drugim likom in omogoči demontažo gledališkega ustroja. Hvala lepa. Hvala Mateju za čas. Nekdo me kliče, bom prekinil. Jaz bom malo daljši, prvič prejemam to nagrado. Hvala za potrditev, res sem jo rabil. Hvala, biti del takšnega procesa in predstavi čisti privilegij, to moram povedati. Hvala Tomiju za njegovo predanost teatru, umetniško integriteto in ustvarjalno brezkompromisnost. Hvala ekipi, ki te varuje, čeprav si skozi odprt in ranljiv. Hvala Slovenskemu mladinskemu gledališču, od prvega do zadnjega. Hvala, da ste me vzeli za svojega. Ljubezni drug do drugega in ljubezni do gledališča nam ne more vzeti nihče, ampak prav nihče. No, to sem hotel poudariti. Se mi zdi, da vam še ne 5 minut. Hvala vsem mojim ljudem, vi veste, kdo ste. Hvala moji družini, ki je moje pristanišče, v katerega se vračam vedno, ne glede na vse. Hvala Nasti, da mi nastavlja ogledalo in me obdaja z neizmerno ljubeznijo. Hvala vam, gledalcem, hvala vsem. Res sem vesel, tako da... Hvala. Čudom se reki, plava zeleni, kot najdla je ta saje moč. Hara razklala je na poti saji, mirnat tekla teh suč. Kukenih biti, on z njo je že pila, lihtale pa žirka dvodim. Kuk se jih je že v prst spremenila, v prst radovitne zemlje. Ta naš svet, ta čudežen svet, odpira mi duri, a vsakrat pa kaže mi kakšen nov cvet. Da mala pa stanem, an sijat pa čije mači. Ta naš svet, čudežen svet, an vse te žvali, ka so zrasle ven z nje, a nam daje verjet, da bolj smo podobni jim, kakor bi mislili si. Čudom se mijem vse, kaj je pa hlala, v trda tlanu nebu. Duha je čakala, zdaj pa bo ratala, strašna visoka drevu. Kadar se strije, se je tla pod nogam, se zavem, da v mene je strah. Tistka nasahta, on tistka je znam, a cajtov starejših ki prah. Ta naš svet, čudežen svet, odpira mi duri, a vsakrat pa kaže mi kakšen nov cvet. Mala pa stanem, an sijat pa čije mači. Ta naš svet, čudežen svet, vse te žvali,
ko so zrasle ven sneha nam daje verjet, bolj smo pa dobni in kakor bi mislili si. Če kdaj moj svet me bo hnal prav na rob, an me vahale boda zveri, in pa nudil bom neki rabiden sem Bog, on pa slušal, ki vse jih teži. Kadar mi hara bo dala le mraz, on kadar jim zavrne jablak. Še smeri po svetu, an mlad moj obraz, če se čudil bom kakor atrak. Če se čudil bom kakor atrak. Če se čudil bom kakor atrak. Pred nami je podelitev posebne nagrade žirije festivala Borštnikovo srečanje, ki jo za umetniško gesto prejme Sebastian Horvat. Sebastian Horvat vedno znova ustvarja umetniške geste, ki razpirajo nevralgične točke, paradokse, stereotipe in tabuje. Gledalec je aktiven udeleženec, ki premišljuje situacije in kontekste skupaj z ustvarjalci predstave, pri čemer režiser pušča razpoke v strukturi, ki omogočajo drugačen pogled. Predstava Ali, strah ti poje dušo, je kompleksna uprizoritev, v kateri se okoli vprašanja ljubezni med starejšo žensko in mlajšim tujcem vrtinči vihar predsodkov. Tu ne gre le za prepovedano razmerje, ampak tudi za vprašanje ženske seksualnosti v starejšem obdobju. Ob tem se kaže trdovratnost ponotranjene ideologije. Dobro večer. Ja bi se zahvalio svim glumcima koji su bili sa mnom, koji su ostali sa mnom od početka do kraja. Jako mi je drago. I svojoj ekipi koju nevjerovatno volim. I zahvaljujem se žiriju za ovaj gest. Hvala.
Še ena posebna nagrada, ki jo za umetniško vizijo prejme Dragan Živadinov. Nagrado bo prevzela Miranda Trnjanin. Dragan Živadinov se je na svoji bogati umetniški poti soočal z različnimi formati gledališkega ustvarjanja, ki so imeli izjemen vpliv na slovenski in mednarodni prostor. V zadnjem času se ukvarja z intimnejšim prostorom v gledališču, pri čemer je velike odre zamenjal z manjšimi, ki omogočajo svojevrstno gledališko izkušnjo. Ob tem dosledno udejanja svojo premišljeno umetniško vizijo, ki je kljub prepredanosti z različnimi referencami zgodovine gledališča in gledaliških avantgard povsem avtentična, kar se izkazuje tudi v predstavi Reka, reka, Sintapiens iz. Dragan me je prosil, če pridem prevzeti nagrado in se opravičuje, ker danes ne more biti tu, da jo on prevzame, tako da v imenu ekipe Reka, reka, najlepša hvala. Borštnikovo nagrado za najboljšo režijo, za režijo predstave Še ni naslova v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča prejme Tomi Janežič. Režiser Tomi Janežič s predstavo Še ni naslova ustvari kompleksno režijsko in dramaturško strukturo, ki je hkrati oboje, proces in stvaritev, ki temelji na različnih gledaliških tehnikah in metodah psihodrame. Vzporedno prepletanje besedila dramatičarke Simone Semenič z individualnimi zgodbami ustvarjalcev pripelje do zlitja mnoštva glasov v polifonično celoto, ki je nastajala več kot leto dni in izkazuje dosežke onkraj običajnih gledaliških praks. Rekli so mi, da nimam časa. Mi imamo v predstavi veliko časa. Hvala. Se pravi, čast je biti med tako čudovitimi imeni. Hvala, Matjaž, za izbor, pogumen, raznolik. Meni je popolnoma jasno, da bi si to zaslužil tudi kdo od mojih prijateljev in kolegov. Sebastian, Nina, Žiga, Dragan in ostali. O njihovih uspehih mednarodnih, ki so primerljivi s športnimi uspehi, pač ne berete svega na naslovnicah časopisov, čeprav bi mogoče morali. Na naslovnicah časopisov tudi ne berete o tem, da je Slovensko mladinsko gledališče, se pravi, evropski prvoligaš. In te predstave ne bi bilo brez Slovenskega mladinskega gledališča, ne bi bilo brez Gorana in Tiborja, ne bi bilo brez te ekipe igralcev, izjemnih, izrednih in sodelavcev in vseh, ki so zraven in ki so tukaj in ki so odzadaj, ki delajo to potovanje, saj veste, čudež. Veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo predstavo v režiji Tomija Janežiča v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča prejme Še ni naslova.
Predstava Še ni naslova izkazuje izjemno moč gledališča danes. Gre za intenzivno, 10 ur trajajočo stvaritev, ki zaradi izjemnosti vseh gledaliških elementov in visoke koncentracije vztrajno tke vezi med igralci in gledalci in je zapeljiva ne le zato, ker se razgali, ampak tudi zato, ker nam pokaže, kako se razgali. Predstava se izkaže za gledališki čudež, za doživetje v polnem pomenu besede, ki ni ustvarjeno na način prevare očesa, ampak nasprotno, z globokim uvidom v posameznika in družbo. Spoštovano občinstvo, predstava Še ni naslova je rezultat kreativnega in plodnega dialoga, ki je v Slovenskem mladinskem gledališču potekal skoraj 2 leti. Dialoga med umetniško ekipo predstave, igralci iz stalnega ansambla mladinskega in gostujočimi igralci. Dialoga z vodstvom gledališča, s tehnično ekipo gledališča, administrativnim in strokovnim osebjem. Predstava živi in se razvija v dialogu z vami, našim občinstvom. Ta predstava je rezultat kolektivnega, skupnega, kreativnega procesa, v katerem sodelujemo vsi, tako kot v gledališču je in mora biti. Ta predstava ve, da dialog ni samo postavljanje zahtev in izpolnjevanje želja. Ta predstava ni rezultat interesov, antipatij in sovražnosti posameznikov. Ni poziv na javni linč. Ta predstava je rezultat odgovorne, subvencionirane kulture, ki ve, da je v teh časih treba ustvarjati prostore svobode, refleksije in preporoda. V njej govorimo različne jezike in ljudi ne delimo na Slovence in neslovence. Ta predstava spoštuje svojo stroko, svoje kolege in jih ne deli na elito A in elito B. To predstavo nocoj gleda celotna država. Ne glede na to, da gledališka dvorana, v kateri jo igramo, sprejme samo 70 ljudi. Ta predstava je drugi zaporedni Grand Prix mladinskega gledališča na Borštnikovem srečanju. Naš skupni čudež. Več kot naslovnica v časopismu. Hvala. Borštnikov prstan je najvišje priznanje za dosežke na področju igralske umetnosti pri nas. Poglejmo si portret letošnje prejemnice prstana, ki ga je pripravila Marjana Ravnjak, novinarka Televizije Slovenija. Veste, zakaj gre vsa ta samota iz dneva v dan? Človek na koncu znori. Šel se je skozi z njim. Kaj pomaga, kakor drugi? 40 let zvestobe slovenskemu mladinskemu gledališču. Z umestnimi skoki v drugo okolje, gledališko, filmsko in televizijsko. On ima tako nestabilno energetsko osnovo in tle noter so pa slabe energije. In vidite, to sočutje, to usmiljenje z ubogimi ne... Od pekarne v študijskih letih do zunaj institucionalne scene. Od eksperimenta, političnega, spektakelskega, fizičnega do intimnega gledališča. Ta igra, je najprej sprostitev. Lahko je tako, kot se igrajo otroci, Popolnoma sproščeno. Če veš, kaj hočeš,
potem lahko vstopiš kadarkoli. Ja, Maša, no 22 let imate, no jaz pa skoraj še enkrat toliko. Čehovljanska igralka duše, popolnoma predana. Gledališče je njeno življenje. Očaranost nad teatrom izvira iz rosnih let otroštva na Jezerskem. Rada sem tukaj ob jezeru, ker jezero me spominja tudi na Utvo. To je bila predstava, ki je bila nekako prelomnica v tem mojem gledališkem delu. Redko se zgodi, da je ena vloga prelomnica na igralski poti. Za Marinko Štern je bila to Arkadina Antona Pavloviča Čehova v procesu dela z režiserjem Tomijem Janežičem. Večna iskalka izzivov in studiozna raziskovalka igre. In sicer zato, ker prej so pač režiserji vsi delali nekako predstave, kjer sem se zelo prilagajala. Utvo pa smo delali 8 mesecev s Tomijem Janežičem in on ni režiral, on je delal z igralci. Veš kaj, Kostja? Odhaja, pa to je sramota. Nič ne odhaja. Če sem mu jaz rekla, ne gre, ne odhaja on, jaz sem rekla, ne gre. Bilo je precej težko, ne? Ker je bilo čisto drugačno delo. Delal je po Strasbergovi metodi, to je nekako, če na kratko rečem, bolj metoda duše, ne? Notranjost. In pa po metodi Mihajla Čehova, kjer je pa akcija, fizično bolj. Po tej poti sem potem šla naprej, rekla, bolj samostojno, bolj se borim za svoj karakter, za svoje mesto v predstavi. Ej, ti upanje Rusije. Achternbuševa Suzen Edvarda Millerja, Betjeva Pija v Zločinu na kozjem otoku Paola Magellija, Štrausova Inza Bredenbach v Ena in druga Ivice Buljana. 3 velike vloge v pestri paleti igralskih kreacij in raznovrstnih režijskih poetik. Delamo za publiko, odkrivamo se, spoznavam druge ljudi, pa tudi sebe, ne, pri tem, ko primerjam karakter, bi jaz to naredila, ne? Ali ne bi naredila, ne upam si, jaz zasebno si ne upam narediti nekaj, kar naredim kot karakter z največjim veseljem. Igralska prezenca, igrivost, občutek za humor in neustrašno raziskovanje neznanega spremljajo to vrhunsko igralko na bogati poti, ki se z najvišjim priznanjem za življenjsko delo še zdaleč ne končuje. V žiriji za podelitev Borštnikovega prstana so bili Teja Rogel, Barbara Orel, Tomi Janežič, Janez Škof in Aleš Novak. Prisluhnimo obrazložitvi. Marinka Štern, vrhunska igralka izjemnega spektra, je bila predana igralskim kreacijam od davnih začetkov vse do danes. Še kot študentka je tako rekoč inkognito začela svojo kariero v gledališču Pekarna, izjemnem eksperimentalnem gledališču, ki je pomembno prevetrilo slovensko gledališko umetnost in opozorilo nase tudi na Borštnikovem srečanju in mednarodnih festivalih po Evropi. V svoji ustvarjalno bogati karieri je blestela v velikih in malih vlogah v vrsti legendarnih predstav, ki so vzpostavile ime in sloves slovenskega sodobnega gledališča, kot ga je od Dominika Smoleta do Dušana Jovanoviča in njegovih naslednikov utelešalo mladinsko gledališče, kasneje slovensko mladinsko gledališče. Sodelovala je z režiserji, kot so Dušan Jovanovič, Ljubiša Ristić, Paolo Maggelli, Janez Pipan, Tomaž Pandur, Vito Taufer, Emil Hrvatin, Draga Živadinov, Edvard Miller, Matjaž Berger, Matjaž Pograjc, Tomi Janežič, Diego Debrea, Jernej Lorenci, Matjaž Farič, Ivica Buljan in drugi. Z njihovo pomočjo in izjemno pronicljivostjo je oblikovala paleto vlog, za katere je bila večkrat nagrajena, z Borštnikovo diplomo, 2 Borštnikovima nagradama in Severjevo nagrado, nagrado ZDUS,
odličjem Marije Vere za življenjsko delo in zlatim Lovorovim vencem na Sarajevskem mesu. Tudi na filmu je sodelovala z zelo različnimi režiserji, Matjažem Klopčičem, Jožetom Galetom, Igorjem Pretnarjem, Sašem Podgorškom, Vinkom Möderndorferjem, Andrejem Mlakarjem in Metodom Pevcem. V zadnjih letih se je opisala v spomin in srca tudi televizijskim gledalcem kot Neža Fažon v Usodnem vinu in Tereza Božič v Reki ljubezni. V svoji bogati igralski karieri je Marinka Štern razvila izjemno specifično in natančno fenomenologijo igre. Marinka ni človek, ki bi z veseljem in veliko govoril o sebi. Ko pa spregovori z neposrednostjo, iskrivostjo in izjemnimi vpogledi v igralsko in človeško intimo. Za teater se je odločila zavestno. Tik pred diplomo je ekonomijo odložila na klin in se pripisala na AGRFT. Gledališču pripada do popolnosti. Kdor jo pozna, ve, da ne bo zamudila nobene gledališke vaje, da svoje delo postavlja pred vse. Kadar ima pred seboj vlogo, se je loti odločno in študiozno, poišče vzporednice v resničnem življenju. Zaveda se, da igralka, ko tako leto za letom stopa čez oder z različnimi nalogami, v različnih vlogah zlahka zapade v nekakšno ponavljanje same sebe. Igralsko delo je sicer v veliki meri odvisno od intuicije, ampak ta se lahko z leti tudi izčrpa, utrudi, lahko izmanjka zraka. Zato je prepričana, da je za igralski poklic potrebna tudi šola, ki te nauči tehnike in metod. Marinka Štern, velika evropska igralka, je suverena igralka, ki je vedno pripravljena iz neznanega narediti znano, povezati nepovezljivo, predvsem pa z natančno igralsko prezenco začarati in včasih kar uročiti gledalke in gledalce. Večkrat poudari, da si je že kot deklica želela postati igralka. Pravi, da je bila 4 desetletja zvesta slovenskemu mladinskemu gledališču, svojemu poklicu pa bo ostala zvesta do konca. Najvišje igralsko priznanje, Borštnikov prstan, bo podelila imetnica Borštnikovega prstana, gospa Milada Kalezič. Dame in gospodje, pozdravimo gospo Marinko Štern.
Draga Marinka, vesela in počaščena sem, da ti lahko nocoj izročim ta prstan. Vsi, ki te poznamo, vemo, da poleg tega, da si vrhunska igralka, si krasen človek, redko velikodušna kolegica, prisrčna, ljubezniva, predana, lepa. Poleg tvoje navidezne krhkosti vem, da si vedno pripadala tistemu najbolj strastnemu delu igralskega plemena, za katerega velja: med življenjem in smrtjo izberem gledališče. Čestitam. Ja, takole je. Moje delo je igrati karakterje, ki jih izberejo drugi. Pa se vendar potem najprej obrnem vase, poiščem ta počutja in občutja, pa kakšne temne plati, ki jih zasebno nikomur ne povem, ampak potem na odru jih pogumno pokažem. Večkrat me je strah, večkrat se bojim, kako bo. To v gledališču ni dobro. Res ne. Gledališče je resno delo, ampak treba ga je delati z lahkoto, s humorjem, ker potem nastane neko vzdušje, ki je primerno in predstava je potem zelo verjetno zanimiva. Zelo sem hvaležna svojim kolegicam, kolegom, ker smo večkrat te igralske probleme, vsa vprašanja reševali skupaj, ker konec koncev, ko igramo te karakterje, vse te osebe na odru so povezane in beseda skupaj se mi zdi v gledališču zelo pomembna, saj tudi ansambel pomeni skupaj. Torej, hvala festivalu Borštnikovo, da smemo pokazati tako različne poglede na gledališče. Hvala teatru, ker omogočate toliko dogodkov, poleg predstav. Hvala publiki. Težko je igrati pred pol prazno dvorano. Hvala, ker hodite v gledališče in hvala lepa za nagrado.
dragi gledališki ustvarjalci, drago občinstvo, prijatelji in podporniki festivala, hvala. Zopet se vidimo ob letu Osorej na 55. festivalu Borštnikovo srečanje in še prej, upam, v gledališču. Lahko noč. Od naših očetov, očeti stari, od matere, od naših mater, verjel so, da v kamnih so skrite moči, da luna je mas jedan kvadr. Živil so z narava, od nje so se učil, da spet se radi kar umira. In tudi če pa večem si jih imaš zakadil, pa znal so še najrajš pa na sever so se obrnil, da svet mu bi krnu se prparačil. Najvar je nas svet krv. Najvar je nas svet Božji križ. Pred tako da ura, pred strelan suša, pred maran kraznim vsem. Najvar je nas krv, an svet Božji križ. Najvar je nas krv, an svet Božji križ. Od naših očetov, očeti stari, od matere, od naših mater. Prav radi v cirku poslušat so šli, kar brala sta župnik in pater. Sedih pa na zibelke sajka truk, narisal so še sračja naha. Brez takih reči, k karieri za kruh, prot Mari prav nič ne pomaha. Anka sa živina v planinah Anil, za svet mu je krvnu prparačil. Najvar je vas svet krv. Najvar je vas svet Božji križ. Pred tako da ura, pred strelan suša, pred maran graznim vsem. Najvar je vas krn, an svet Božji križ. Najvar je vas krn, an svet Božji križ.